Dober dan in lep pozdrav. Razmere v Sloveniji, ko govorimo o epidemiološki sliki, se umirjajo pri bolnišničnih sprejemih, tako da smo na ravni države padli pod 700 bolnikov v vseh slovenskih bolnišnicah. Govorimo seveda o COVID bolnikih, kar nam omogoča celo zmanjševanje, vsaj v tem obdobju, števila postelj za COVID bolnike. Če bo to število hospitaliziranih padalo, potem ima država strateški načrt, kako se bo število postelj zmanjševalo v vseh slovenskih bolnišnicah. Vendar pa moram povedati, da vse tri osrednje ustanove v Sloveniji, to je UKC Ljubljana, UKC Maribor in pa Klinika Golnik, bodo ostale COVID bolnišnice, tudi če bi epidemija usahnila pod recimo 100 hospitaliziranih v celotni državi. Tako da sicer bi imeli takrat v UKC Mariboru nekaj manj postelj, kot jih imamo sedaj. V tem obdobju naj bi imeli okrog 10% postelj rezerviranih za COVID bolnike. Takrat, če bo padlo res na zelo nizko število, okoli 2,5% postelj, vendarle pa bi povedal, da bodimo previdni pred tem optimizmom, kajti v tem trenutku še vedno ne vemo, kaj se bo dogajalo v Evropi, ko govorimo o tako imenovanih mutiranih sevih SARS-CoV-2 virusa, tako da je previdnost, ko gre za vse zaščitne in varovalne ukrepe, na mestu. Kar se tiče naše ustanove, to zmanjševanje bolnikov, ki prihajajo s COVID boleznijo, pomeni, da lahko na Pljučnem Pohorju ustanovimo enoto za rehabilitacijo post-COVID bolnikov. Takšnih je zelo veliko, še posebej tistih, ki so prestali intenzivno zdravljenje. Tistim bomo omogočili to rehabilitacijo na Pljučnem Pohorju v kratkoročnem obdobju, v srednjem in dolgoročnem obdobju pa veste, da se bo oddelek na Pljučnem Pohorju preoblikoval v negovalno bolnišnico in se bo stavba tudi v celoti obnovila. Toliko bi bilo z naše strani vse, kar se tiče zmanjševanja bolnikov zaradi same COVID bolezni v Sloveniji. Doktor Flis, kako pa je zdaj z ostalimi programi? Se že povečujejo vse te čakalne dobe? Naj povem, da to so številke za UKC Maribor, da smo v tem obdobju, ko smo zdravili veliko število COVID bolnikov, dosegali v celoti več kot 80% programa in da se bo to počasi sproščalo. Tako da seveda manj kot bo COVID bolnikov, bolj normalno, če smemo temu tako reči, bo ustanova delovala, ampak še enkrat, ves čas bo ostajala COVID bolnišnica. Kateri so zdaj tisti programi, ki se že malo bolj intenzivno dogajajo, odvijajo? Nekaterih programov seveda preprosto sploh nismo ukinili, recimo to velja za onkološki program. Odpirale se bodo postopoma tudi ostale specialistične dejavnosti in pa ostale specialistične ambulante, pač glede na to, kako se bo gibalo število COVID bolnikov v sami ustanovi, kajti dokler so kužni bolniki v ustanovi, je pač seveda delo iz razumljivih razlogov nekoliko upočasnjeno, kot bi bilo sicer. Kdaj boste začeli zdaj zdraviti post-covidne bolnike na Pljučnem? Če bo trend upadanja hospitaliziranih bolnikov, COVID bolnikov seveda takšen, kot je sedaj, potem že v naslednjem tednu. Torej je dosti zapletov po covidu, kaj opažate? Predvsem tisti bolniki, ki so preboleli težje oblike bolezni, pri njih lahko opažamo, da imajo tako imenovano podaljšano ali pa prolongirano ali pa post-covid obdobje bolezni, ki prinaša zelo različno bolezensko simptomatiko, od možganskih kapi, globokih venskih tromboz, pljučnih trombemboli. Skratka, to obdobje je za te bolnike lahko zelo težavno. Še kakšno vprašanje? Če ne, se vam najlepše zahvaljujem za vašo prisotnost.